Danes v Pomurskem dnevniku 20. obletnica evra. Postopno sproščanje ukrepov. Spletne spolne zlorabe. Grafiti na stenah. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vzpostavitev evra predstavlja mejnik v evropski zgodovini, ki je prenesel še globljo integracijo, pa tudi zgodovinski dogodek na svetovni ravni. V preteklem letu je Evropska centralna banka sprožila tudi projekt digitalnega evra. Kaj naj bi ta prinesel? Pa si poglejmo. Evrski bankovci in kovanci so zaživeli leta 2002. Najprej so povezali 300 milijonov evropskih državljanov v 12 državah, pozneje je skupno valuto prevzelo še 7 držav. 20 years since it was first introduced, the euro is the currency of over 340 million people in 19 EU member states. A political, financial, social project that brought people together, that challenged perceptions and cemented what Europe is all about. Evro je eden največjih dosežkov Evropske unije. Zagotavlja dolgoročno blaginjo, rast, konkurenčnost in zaščito pred nestanovitnostjo menjalnih tečajev. This is what the euro is all about. It is about European integration, unity, stability, identity, solidarity. And it is right here in our pockets as a tangible success story. Metsola je izpostavila, da mora biti evro primeren tudi za prihodnje generacije, torej za tiste, ki jim bo evro predstavljal edino znano valuto. With over half of green bond issuance dominated in euro and with our plan to digitalize our economies, including by launching the digital euro, we are on the right track. V lanskem letu je Evropska centralna banka zagnala projekt digitalnega evra. Zdaj je pomembno, na kakšen način bo ta deloval. We will investigate how a digital euro could offer a convenient, cost-free means of payment, allowing people to pay anywhere in the euro area with risk-free digital money. Preoblikovanje naših bankovcev je edinstvena priložnost, da Evropejci postanejo bolj povezani, ne glede na starost ali kraj bivanja. For more than 20 years, euro banknotes and coins have circulated smoothly. They are a tangible testament to the euro's success. The cash in our pockets reminds us that despite our diversity, we share a common endeavor that goes way beyond our borders. Evro je bil tako eden izmed ključnih elementov v zadnjih 20 letih Evropske unije. Dopolnjeval je enotni trg, predvsem pa olajšal trgovanje in potovanje po državah Evropske unije. Na posvetu slovenskega zdravstva v luči aktualnih epidemioloških razmer je zdravstvena stroka predlagala odpravo PCT pogoja v bankah, poštah, upravnih enotah in trgovinah. Vodja svetovalne skupine na Ministrstvu za zdravje Mateja Logar je povedala, da v tem trenutku zasedenost bolniških postelj stagnira. V skladu z zmanjševanjem števila okuženih v bolnišnicah stroka predvideva, da se bodo te postopno vrnile v normalno delovanje, torej kompletnemu izvajanju rednih programov. Vendar po trenutnih projekcijah bi to lahko dosegli po 10. marcu oziroma okoli sredine naslednjega meseca. Seveda pa je to mogoče, ko bomo v bolnišnicah imeli tam okrog 300 bolnikov, od tega seveda pomeni, da okrog 80 v enotah intenzivne terapije. Včeraj so se tako pogovarjali predvsem o postopnem sproščanju pogoja preboleli, cepljeni, testirani. Pogovarjali smo se o postopnem ukinjanju testiranja, o spremenjenih protokolih na smučiščih, javnih prevozih, gostinskih lokaljih, o spremenjenih načinih oziroma še kako drugače bi lahko rekel. Omikron je prinesel veliko število obolelih in še večje število ljudi, ki so v karantenah, kar pa močno vpliva na vsakodnevno življenje. Sproščanja bodo tako na področjih, kjer je prenos okužbe majhen. Vemo, da krajši kot je čas stika, manjša je verjetnost, da pride do okužbe, da če gre za sproščanje, če gre za ukrepe
Tukaj je bolj varno kot nekje, kjer je stik bistveno daljši. Vemo tudi, da je tveganje okužbe manjše takrat, kadar potekajo aktivnosti v zunanjih okoljih, kot če potekajo v notranjih prostorih. Opredelili so torej dejavnosti, kjer je tveganje sorazmerno nizko, da bi prišlo do okužbe. Med njimi vsekakor ocenjujemo, da je to trgovinska dejavnost, dejavnosti, ki potekajo na bankah, poštah, upravnih enotah, bencinskih servisih in podobno, kjer so stiki kratkotrajni. In za te smo predlagali, da se odpravi pogoj PCT-ja, ohranja pa se seveda pogoj maksimalnega števila ljudi, ki so lahko v določenem prostoru istočasno. Zdravstvena stroka prav tako predlaga ukinitev karanten ob visoko tveganih stikih in zaustavitev iskanja tveganih stikov okuženega. Karantena ni več primirna glede na trenutno epidemiološko stanje v Sloveniji. Ni primirna glede na invazivnost, ki jo sam ta poseg ima v življenju vsakega posameznega, ni tudi primirna več iz učinkovitosti, ki jo ima ta ukrep na podlagi nove različice Omikron. Če bo vlada predlog o ukinitvi karantene sprejela, bi to lahko pomenilo, da COVID-19 od 18. februarja ne bo več karantenska bolezen. O postopnem ukinjanju pogoja PCT se bo tako postopno ukinjalo tudi brezplačno hitro testiranje. Več pa v oddaji Aktualno ob 18:15. V preteklih dneh so kriminalisti zaradi suma spletnih zlorab opravili več hišnih preiskav, kjer so iskali pornografsko gradivo. Med osumljenci je tudi 16-letnik. Policisti in kriminalisti Policijske uprave Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj so v sodelovanju z upravo kriminalistične policije opravili hišne preiskave. Na podlagi odredb pristojnih sodišč opravili hišne preiskave pri 7 osumljencih zaradi suma storitve kaznivih dejanj prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva po 176. členu Kazenskega zakonika. Osumljenci so stari od 16 do 57 let, eden izmed njih je tuji državljan, med osumljenci pa je tudi ena ženska. Da so osumljenci preko različnih internetnih omrežij in oblačnih storitev, kot so Google, Facebook, Snapchat, Dropbox in Kik Messenger, razširjali gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok oziroma otrok izkoriščenih v spolne namene. Tekavec je povedal, da so osumljenci skupno preko spleta razširjali 1363 takšnih fotografij in posnetkov. Na njih so otroci stari od 3 do 13 let. Na posnetkih naj ne bi bilo slovenskih otrok. Kriminalisti so na včerajšnjih hišnih preiskavah osumljencem zasegli skupno 119 elektronskih naprav in nosilcev elektronskih podatkov. V nadaljevanju bodo opravili zavarovanje in preiskavo vseh zaseženih naprav. Po končani preiskavi pa bodo o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva, ki usmerjajo predkazenski postopek. Vse več otrok brska preko spleta. To poveča njihovo izpostavljenost takšnim situacijam, še posebej, kadar to počnejo brez nadzora. Zgodba vandalizma v Murski Soboti še ni dobila epiloga. Grafitov po ulicah je namreč vse več, iz dneva v dan pa je tudi možno opaziti nove. Preverili smo, ali je občina z grafitarji že našla primeren prostor za umetniško ustvarjanje. Pri nedovoljenem grafitiranju gre za kazniva dejanja, za katera je zagrožena kazen do 2 let zapora. A občina Murska Sobota želi do kršiteljev ubrati milejši pristop. Župan poziva tiste, ki to počnejo, naj se oglasijo pri njem. Skupaj bodo izbrali steno, na katero bodo umetniki lahko mirno risali in pisali, kolikor bodo to želeli. Po nekaj mesecih tako prostora za ustvarjanje še ni. Občina pravi, da žal v Murski Soboti ne moremo govoriti o grafitih, za kar bi z veseljem našli primeren prostor, temveč o vandalizmu. Tako se seveda ti storilci niso oglasili pri županu. Storilce pozivajo, da prenehajo z uničevanjem javne in zasebne lastnine in nehajo kaziti izgled lepega mesta. Prav zaradi tega je tudi mestni inšpektorat poostril nadzor nad dogajanjem. O celotni zadevi je obveščena tudi policija. Slovenska znanstvena fundacija je določila prejemnike priznanja Prometej znanosti za leto 2021. Za vzorno donatorstvo bo priznanje, ki jih bodo spomladi podelili na slovesnosti zahvalnega dneva, prejel tudi profesor dr. Mitja Lanščak.
Neodvisno denarno podpiranje komplementarnih programov na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter strokovno neoporečno komuniciranje znanosti sta dva pomembna načina upravljanja družbeno odgovorne vloge, tako za državljane, kakor za organizacije, so poudarili v sporočilu za javnost v Slovenski znanstveni fundaciji. Fundacija v ta namen vsako leto nagrajuje tako vzorno donatorsko podpiranje znanosti, kakor tudi doseganje odličnosti v komuniciranju znanstvenih vsebin. V Splošni bolnišnici Murska Sobota so tako ponosni na dosežek profesorja dr. Mitje Lainščaka, ki je pred kratkim prevzel funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Hkrati pa v manjšem obsegu ostaja dejaven še naprej v Murskosoboški bolnišnici. Občina Šalovci bo trajnostno turistično ponudbo širila še naprej. V centru vasi bo kmalu zrasel objekt, ki bo predstavljal nadgradnjo turistične ponudbe občine in širšega območja. Kmalu se namreč načrtuje izgradnja centra Volčin. Več o tem in druge zanimive novice pa najdete na sobotainfo.com. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka jutri. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 8 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko, v Murski Soboti in v Radencih namerili 8 stopinj, v Lendavi pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu pretežno oblačno, drugod deloma jasno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru okoli 4 stopinje, dnevne pa od 16 do 17 stopinj Celzija. V petek bo dokaj sončno, več oblačnosti bo občasno na zahodu države. V soboto se bo pooblačilo, popoldne se bodo padavine razširile nad večji del države. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -2 do 6 stopinj, čez dan pa od 9 do 14 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku. Več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nas videnje do jutri.